Na današnji skupščini družbe Petrol d.d., kjer je bilo prisotno 66,22% kapitala, sta predstavnika Vseslovenskega združenja malih delničarjev VZMD, dr. Miran Mejak in magister Kristjan Verbič, med 15 predlaganimi pooblaščenci zastopala 1,17% prisotnega kapitala oziroma kar 794 malih delničarjev od skupaj 2075 delničarjev, ki so oddali svoj glas v sklopu organiziranega zbiranja pooblastil. Skupščina je po nasprotnem predlogu Slovenske odškodninske družbe izglasovala dividendo v višini 10 evrov na delnico, kar je za 1,5 evra več, kot je bilo prvotno predlagano. Ob tem so v VZMD z nasprotnim predlogom, tako kot v preteklih letih, zaskrbljeno opozorili na neprimerno dolg rok za izplačilo dividend, vendar so ga kasneje umaknili v korist predloga o višji dividendi. Ja, želeli smo razdeliti dividendo v višini 8,5 evra, prišel je nasprotni predlog strani Soda 10 evrov in delničarji so se danes odločili, da bo celoten bilančni dobiček v višini 20 milijonov evrov razdelili v obliki dividend. Skupščina je imenovala nove nadzornike. Ti so postali Igo Gruden, Matija Blažič, Irena Prijovič, Tomaž Kuntarič, Klemen Ferjančič in Mladen Kaliterna. Skladno s sklepi Komisije za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov pri VZMD sta predstavnika VZMD pri vseh 6 sklepih za imenovanje novih članov nadzornega sveta podala nasprotne predloge, s katerimi sta bila v nadzorni svet žal neuspešno predlagana dr. Andro Ocvirk in Goran Brankovič. Strokovnjaka s številnimi izkušnjami tudi v realnem sektorju in pri upravljanju velikih sistemov bi po mnenju VZMD avtonomno, strokovno in kredibilno predstavljala male delničarje oziroma odražala ta pomemben segment lastniške strukture. Žal z predlogom ni bilo moč uspeti, kajti delež glasov, kot ga ima Slovenska odškodninska družba, kapitalska družba, je pač takšen, da so tudi na tokratni skupščini izglasovali predloge, kot so jih podali tudi na sami skupščini v kontekstu nasprotnega predloga, da pri posameznih kandidatih, ki so se torej kot kandidati pojavili šele na sami skupščini z nasprotnim predlogom Slovenske odškodninske družbe, so neznanka in niti ni moč preverjati vsaj osnovnega, torej ali so v morebitnem konfliktu interesov, kar je seveda problematično, sploh ko gre za pomembno družbo, kot je Petrol in njeno upravljanje, zagotavljanje kontinuitete njenega uspešnega poslovanja v prihodnje. V Petrolu je preko 35.800 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti blizu 30% vseh delnic družbe, vendar doslej na ta način žal niso imeli možnosti ustrezne participacije pri nadzoru in upravljanju.